Zdaj sedim pred hostlom, zaradi tega, ker ne morem noter, ker en pijep se je odločil, da bo zaspal pred hostlom. Pa smo v Sevilji, je tole pa kar velika postaja, ful prestopov pa tega, po mojem misle lahko letim jaz kam naprej. Tako da zdaj pa moram jaz do hotela prijeti hostla, zato da moja noga po 40 stopinjah bo po mojem kar pestro. Ampak ja, si usuna nekaj. Mislim, jaz bom tako rekel, zdaj vidim, zakaj so vse ulice čist prazne zdaj ob 4 popoldne, ker jaz v toliko vročem kraju še nisem bil. Pa je bilo lani v Madridu 42 stopinj, ampak tako kot rekle, pač res tukaj, ki piha, imaš občutek, da ti nekdo s fucking fenom piha v glavo, ker je toliko vroče. Pač 42 stopinj ali pa še več, čuti se pa še kar mehen hujš. Ampak klej, smo v Španiji, se vidi smo, pač noro bo. Hostel je res lušten, otroci pedilka, hostel je res lušten. Direkt v centru, pa je dejansko v centru mesta se nahaja. Vidim pa zdaj tako, ko se sprehajam, ker se vidi, zelo znana ful po neki svili in po taki sodelah, oziroma po tekstilu, ker je ogromno nekih trgovinic, kjer strižejo, režejo tekstil, ljudje kupujejo na metre tekstil, oblačila in tako ful barvito vse. Drugače sem si pa res tukaj rekel, zdaj v Sevilji, pač itak sem v centru mesta, pustil se bom, da se zgubim, kaj pa še grpika. Pustil bom, da se zgubim in pač najdem vse, kar Sevilja skriva. Già stai innamorato del Sevilla. Res. To je noro, kjer vibe dober. Vroče ga pa norcih, ampak lepo. Toliko enih stvari za videti. Kamorkoli prideš, kamorkoli greš, je nekaj novega, se nekaj novega odpre, res noro. In zdaj sem ravno pri katedrali, mešanica gotskega, romanskega in renesančnega stila. Najprej je bila v bistvu arabska mošeja, to, ki je bila pod vodstvom oziroma pod vladavino Ferdinanda III. Preurejena, oziroma preurejena, rekonstruirana v katoliško cerkev in je velja za največjo gotsko cerkev na svetu in četrta največja cerkev nasploh na svetu. Smo saj svelika. Zdaj sem v katedrali. To je res ogromna katedrala. To je tako, kad te gre malo, kad stopiš noter si kar ono, kva, jaz to vidim. To je noro, koliko vitražov, koliko enih umetnin, koliko enih kipov, oltarjev in vsega. To morate videti uživa, da res vidite to, kar vidim jaz zdajle. Noro. Gor smo prišli, zdaj treba pa še dol prijeti, se takole kar odpre. Treba še dol prideti, razgled je res fenomenalno, tako da se je splačalo malo potrpeti, pa je gor sam noga ne bo odpravila, po mojem zdaj hrano, ampak bože. Zdaj pa rabim počas kaj hrane, pa pijače, ta pa se, pa flamenko, pa to. In valjda imaš pol spet sred mesta Jardines de Murillo. Park, ogromen park, ki pele do te palače Alcázar. Kako grem zdaj pogledat, bom pa še malo opazval naprej stvari. Ful želim, da bi lahko vsi tako videli čez moje oči te zadeve zdaj. Res lepo. V bistvu vse to tukaj noter zadaj je ta Alcázar, to je ta kraljeva palača v bistvu in to je res ogromno, vse je zazidano okoli, vse je zeleno, sred parka se nahaja, sred mesta je ta park, ampak jaz grem zdaj na Plaza España, ki je najbolj v bistvu znan del Sevilje, v bistvu vsi poznamo pač Seviljo po teh fotkah iz tam, tako da grem zdaj tja, malo pogledaj kako pa kaj.
Pa ne vem še kam, ne grem ta študentski distrikt pogledati danes, ali ne bom kar na Plaza España, ker pa je pač ful tam dogaja, tako da bom videl, kakšen bo vibe kjerkoli. To je za mano, zadnji, to je pa Universidad de Sevilla, se pravi univerza v Sevilji. To je zelo, zelo znana zadeva. V bistvu na to Plaza de España vstopaš v nek park, greš, no, to je pač tako zaprto, so vrata, čeprav je nek trg to in pač ja, greš čez vrata, nadaljuješ lepo pot, sprehajaš po parkcih, da vidimo zdaj, kaj je to hajpa glede te Plaza de España. Zdaj vidim, what's the fuss about Plaza de España. Prostor vreden ogleda, oziroma prostor, trg vreden ogleda. To je neverjetno, res. Tako lepo. Sem imel že malo krize na tem solo tripu, ker sem bil toliko časa sam s sabo, ampak zdaj, ko priješ v tak del, te tako, wow, zato ful dobro. Res je čarobno, kako se sprehajaš po tej zgodovinski palači, po tej stavbi. Slušaš flamenko, gledaš flamenko, ko ga plešejo in zraven tako ugotavljaš, da si na drugem koncu Evrope, koliko si že ene stvari videl, koliko še ene stvari boš videl. Pa ne še vse čaka. Res, mnogo. Zdaj pa še jaz malo telefon odložim iz rok in malo uživam v teh razgledih in pogledih. Ne peš proti centru Sevilje. Ja, jaz sem kar malo brez besed. Jaz bom krepno od teh sladoledov tukaj v Španiji zvečer. Pač po mojem ni bilo večera, odkar sem v Španiji, da ne bi jaz sladoleda jedel. So res dobri. In pa še lepo tako obarvane, sveta zdaj Sevilja. Prvi dan Sevilje, kar uspešen. Zdaj sedim pred hostlom, zaradi tega, ker ne moram noter, ker en pjep se je odločil, da bo zaspal pred hostlom. Ura je 12:30 in meni je ful bad ga izbuditi. Pač, itak ima celo flašo prazno viskija zraven, tako da pa se verjetno s te pijanka mamba in me bo prefukal, če ga zbudim. Ampak ja, pač enkrat ga bom mogel zbuditi, ne, ker moram iti spat počas. Dobro jutro, torek je in včeraj sem prišel do hostla. Mislim, da sem lahko šel noter v hostel drugega gospoda, sem pač mogel zbuditi, ker jaz nisem mogel noter, in pač sem mogel iti spat. Katere temperature zdaj so pa že nekaj bolj primerne za raziskovanje mesta. Kavica, lepo Starbucks, ki imajo net, pa ki imajo elektriko. Seveda klima celo noč nabijala v pičku mater vame, z tega malo kiham. Ampak ja, kavica, naredim plan kam pa kako. Pa gremo naokoli. In zdaj se nahajam v predelu, ki se imenuje Triana. Ta Triana, ona je bila po mojem neka flamenko izvajalka, zaradi tega, ker je bil na začetku podobljen njen kip iz kitara v roki, pa pisali pač spodaj enako da flamenko, tako da po mojem bila tako. In v bistvu tukaj noter je glavni market, v bistvu v tem distriktu, pa taka luškana ulica je, pa zdaj vem, da je na cerkvu pred mano, tako da je bilo vredno iti mečken čez reko čez, pa malo pogledati, kaj dogaja na tej strani. V bistvu ne, ta Triana, a ne, ta ime, to v bistvu iz Trajano, Trajani, to so bili pa neko ljudstvo, oziroma neka vladavina, in pač od tam prihaja to ime. Je pa ta barrio, se pravi ta distrikt, je znam po tem, da ima pač ta mercado, pa da je ful nekaj barčkov, pa tako ob reki imaš v bistvu so barčki.
restauracije, en zraven drugega, prodajalne, ful je znam po muzeju keramike oziroma po muzeju kako se reče po slovensko, fabrika, po fabriki, no, pri izdelovalništvu, po izdelovanju keramike in tako drugače tak. Dosti je lively district, ampak ni pa nekaj tako najbolj čist, ni tako turistično, dejansko je tak španski. Jaz pa gledam tako, veš, se klepa full folka, to mora biti nekaj full dobrega, kle, ugotovim, da je urgenca kle zraven, glede na njihov lifestyle, njihovo vožnjo, pa kako ga zaužijajo, je po mojem kar obiskana tale urgenca. Najedli smo se, prehodili smo že kar dost mesta, zdaj pa tole, kar je za mano, kar vidite tukaj, to je Torre de Oro, se pravi, prevod je Zlati stolp, zgrajen v obrambne namene in bil je del mestnega obzidja. Zgrajen je bil leta 1221, dva dela sta bila zgrajena, ker sestavljanje iz 3 delov. Ta zgornji del je bil pa zgrajen 1761 ali pa 60.700, bom gledala vam prilimu, kjer datum je ta prav. In ja, pač dejansko zdaj ima sam še neko zgodovinsko vrednost, nima več nobene obrambne funkcije ali pa karkoli drugega. Je pa ful zanimivo zaradi tega, ker to je pa zame, ker sem gamer, ne, v igrici Age of Empires Final Edition in pa Conquerors si lahko pač ta Torre de Oro, se pravi Tower of Gold, si lahko zgradil ga. Tako da to je ful dobro, ne. To je fajn vedeti. V bistvu leži pa na pač tej strani reke Guadalquivir, kjer je pač tudi center mesta. Lahko se posmeš na ta stolp, jaz sem zdaj pogledati pač koliko me bojo obrali, če se posmem na stolp, ampak z mojo nogo, pa glede to, da sem bil včeraj že na enem stolpu, kjer sem videl veliko več, se vidi, kolikor ga bom sklej gor, bom videl, ali bom šel gor ali ne. Če bom šel, boste videli klip, če ne bom šel, mislim pač, če klipa ne bo, pomeni, da nisem šel gor. Tole za mano je pa Palacio de San Telmo, uradni sedež vlade tukaj v Sevilji. Kar velika zadeva, se vidi nekaj razkošnega. A ja, prej na stolp nisem šel, a nekaj je za plačati. In veliko se vas najde, kaj pol napišete, je pa sej, če si na dopustu, oziroma če raziskuješ, moraš pač iti, to pa plačaš. Ja, sam če te poberejo, oziroma uberejo na vsakem parku, v vsakem muzeju, za vsako cerkev, vsako katedralo, kamorkoli greš, ti poberejo 10-15 evrov. Pač to pa se steješ, v bistvu pride na dopust, ki si 14 dni, pa ko greš po 8-10 različnih mestih, te pride to okoli 300-400 evrov samo za vstopnine v muzeje in podobne stvari. Kar pa žal, mogoče ni toliko moja strast, pa da po muzejih noter, tako da upam, da mi boste oprostili to, no. Ker raje 400 evrov za dobro hrano pa pijačo pol zvečer ali nekaj. Pač, to je res sred mesta, res luškano, parkac, oziroma se je kar ogromen park, no, sam jo, ki sem pozabil zdaj pogledati, kako je že res ime tega parka, ampak trenutno sem v parku Islas de los Pájaros, se pravi otočki ptičkov, ptic, in vem zakaj zdaj, ker je to ptičev, barac, pa golobov, pa galebov, pa labodov, pa vsega kle, da ja, zato se tako imenuje. Kar malo hodam, pa raziskujem, pa gledam. Zanimivo. Čakam na free walking tour. Ob 12:30 sem se prijavil na free walking tour in grem čez vse te znamenitosti, ki ne potrebuješ karte, oziroma za stvari, ki potrebuješ karte, jih pogledamo samo od zunaj in povejo stvari samo od zunaj. Ampak to je najboljši način spoznavanja mesta, pa mogoče novih ljudi. Bomo videli. No, tako, zdaj sem bil, pa kako čutik nas nabital, kaj se ta pura, kaj za mano. Zdaj sem bil na free walking touru. Prva stvar, ki je to, da jo priporočam vsakmu, da greš na free walking tour, ker pač to je res nekaj najboljšega. Nek mlad
fant ali pa gospodična ti razlagata vse stvari za džabe, na koncu odločaš, a boš pač kaj pustil, ali ne boš pustil, pač mu daš tam prevrečko, ti mu daš, ne vem, 5 evrov ponavadi, ali pa 10 evrov, recimo. Pač debatiraš lahko z njim, jaz tako, ker sem bil sam, sem pač skozi debatiral z njim, ko sva shodila, edini v ekipi sem znal, po narekovajih znal špansko, tako da sem se pač pogovarjal z njim, kar veliko sva govorila, no. Ampak ful dobre stvari, pač res zveš vse o vsem, ne greš noter v same muzeje in podobno, pač vse, kar je zastonj, si ugledaš, drugače pa do zunaj ugledaš in ti vse razloži in ti svetuje in res mi pač povedal par takih stvari še, za vse vidi, da kaj mora biti, ne vem, zvečer na pijačo, kaj moram iti jesti, kaj moram uno, kaj moram tretje, mater je vroče. Tako da, ja, v bistvu Sevilja je bila ta Plaza de España, ker sem bil včeraj, ker vam bom kazal, da nekaj na klipu mal. Gre za to, da je bil tukaj Exposition of Ibero, pa se pravi Portugalska Španija skupaj združena, sta imela tukaj kot expo varianto, ne worldwide, ampak pač samo Španija in pa Portugalska države, ki sta na Iberskem polotoku, 1929 in od takrat naprej je pač ta Plaza de España ratela taka, kot je zdaj. Ta se je pa kar pojavil noter vmes. Tako da to, potem pa smo šli v bistvu vse od čim bolj novejšega časa do pač vse do preteklosti, vse v cerkvah smo zvedeli, potem kako so bili v bistvu, da je rekel, da je Sevilja ena lazanja. Se pravi, so se sloji katoliško-muslimansko skozi gradili in skozi večali in skozi dopolnjevali. In naprimer, veliko smo zvedeli o samem tem potresu, koliko je vplival na Portugalskem Lizboni, ki je bil potres, koliko je vplival na samo Seviljo tudi, kako so se v bistvu ta Plaza del Triunfo, ki so te katedrala, Alcázar, pa še ta nek arhiv indijanskih zadev je tukaj. So to edine stvari, ki so v bistvu ostale ohranjene in zaradi tega je pač Plaza del Triunfo, ker je kao Plaza zmage, ne. Tudi na Ayuntamientu, se pravi na Town Hallu, na občinski hiši se odraža ta zlata leta Sevilje do 16. stoletja oziroma do 18. stoletja in pol stoletja naprej, ko se je glavno središče, pristanišče premaknilo v Cadiz, takrat so pa začele upadati finance in vse in se vidi tudi pač, naprimer, kako je polovica mestne hiše končane, polovica mestne hiše je pač tako brez ornamentov, brez vsega, pač tako res low budget narejeno, no. Na katedrali se vidi tudi v bistvu na stolpu, da je bil med potresom porušen in je ta muslimanski vrh stolpa v bistvu se preuredil v tazga, kakor je zdaj. Veliko smo zvedeli tudi v bistvu o sami tovarni tobaka, kako so bile to v bistvu prve ženske ciganke. To tukaj ni slabšalno, pač vsaj milijon ciganov živi še vedno v Španiji in to je pač del kulture, naprimer flamenko in ta glasba, to je vse del ciganske kulture. Kako v bistvu so bile prve ženske ciganke delale, zato ker so imele manjše roke in so lažje zvijale čike, hinta, ne, na svet za vse, ki zvijate. In pa kako so one niso dosti zaslužile tam in so kradle to in si porivale te stvari, vse luknje svojega telesa, da so to tihotaple, ampak je bila fora v tem, da so jih itak dobili, tako da so pač kar v tovarni naredili zapor, kamor so jih zapirali noter. In pa v 18. stoletju, ko je se Kuba odcepila od Španije, itak ni bilo več tobaka, toliko veliko, da so rabili manjšo tovarno in so to tovarno preuredili oziroma ustvarjali univerzo v Sevilji zdaj v tej isti stavbi. No, v glavnem, zdaj sem spil kafe in da zaključam. Sevilja je res eno prelepo mesto z bogato zgodovino, vse sega do arabske kulture, do romanske, kristijanske kulture, katoliške kulture in je res mnogo slojev, ki jih moraš odkrivati vsak dan in v vsakem spomeniku in tako da splača se pogledati, splača se obiskati free tour, res je dober in še boljš bo.